Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizije As. Tokrat se bomo pogovarjali o vpisu v srednje šole, ki bo v začetku aprila, in da bi kaj več izvedeli o letošnjih vpisih, ki čakajo predvsem osnovnošolce, smo v studiu povabili ravnatelja Gimnazije Murska Sobota, gospoda Romana Činča. Gospod Činč, lepo pozdravljeni v našem studiu. Lep pozdrav vam in vašim poslušalcem seveda. Torej, sedaj se nekako nahajate v tem vmesnem obdobju, ko so se nekako zaključili ti informativni dnevi in pa potem 2. aprila potem čaka nove dijake tudi vpis. Pa morda kako ste nekako, če gremo nazaj na sredino februarja, zadovoljni z izvedbo letošnjih informativnih dnevov? No, mi smo sigurno zadovoljni, torej ta informativni dan stalno jemljemo kot en skupen projekt profesorjev in dijakov. Verjamem, da smo navdušili tudi vse obiskovalce, ki so želeli dobiti informacije o naši splošni in športni gimnaziji. Sicer je potem odločitev vezana na razne druge zadeve, torej o šoli, o programu lahko izvejo bivši oziroma dijaki, ki se želijo vpisati na način, da pogledajo našo internetno stran, morda pridejo na kakšne delavnice, tabore. Torej vse te aktivnosti so namenjene temu, da ta srednješolski program čim bolj približamo osnovnošolcem. Upam, da potem bo ta odločitev glede na vse izkušnje, ki jih dobijo, nekoliko lažja. Če pa še vedno obstajajo določene dileme, je tudi možno napisati na naš info Gimnazije Murska Sobota ali pa celo me poklicati po telefonu ali pa se osebno oglasiti v pisarni, da razložimo, kaj so prednosti gimnazijskega programa, torej kakšne možnosti imajo po končanju tega programa naši dijaki oziroma učenci, ki se želijo vpisati. Skratka, damo pojasnila, ker je ta čas od časov, ko so starši obiskovali srednjo šolo, pa potem, ko njihovi otroci pridajo v to situacijo, sigurno enih, bi rekel, vsaj 15, če ne 20 let, in v tem času se seveda šolstvo, kakor tudi zahteve programov, ki jih izvajamo, sigurno spreminjajo. Ravno tako na drugi strani so neke možnosti vpisov, spremembe, ki so se zgodile na tem šolskem področju, in če je to odločilno, potem smo pripravljeni zadeve razložiti. No, sicer se mi zdi, da je gimnazijski program kar zelo znan. Mogoče bi tu dodal, da sicer se zdi splošna gimnazija nekoliko skromno, glede na to, da včasih slišimo gimnazije s takšnim in drugačnim programom in z raznimi pridevniki, pa vendar moram povedati, da je splošna gimnazija tista, ki je na vrhu, torej omogoča največ, nudi vse, kar nudijo druge gimnazije z pridevniki. Splošno edino pomeni, da je dijaku prepuščena izbira, v katero smer se usmeri. Tako torej splošna kot športna gimnazija, programov, ki jo izvajamo, omogočata, da se dijak najde. Pomeni, da nekako v srednješolskem šolanju spozna, kje so njegova močna, kje so šibka področja, in se potem po 4 letih šolanja ter uspešno upravljene splošne maturi ustrezno usmeri v določeno smer. Poleg programa gimnazijskega so tu seveda še razne aktivnosti. Ni nujno, da je zgolj program tisti, ki oblikuje neko osebnost. Neke aktivnosti v programu, bi rekel tudi ekskurzije, projekti in tako naprej, druženje s profesorji nenazadnje, omogočajo, da dijak spozna, kaj je tista interesna sfera, ki njega zanima, in se potem ustrezno usmeri. Danes je težko govoriti o tem, kateri poklici so aktualni. Torej, nekdo, ki se bo vpisal danes v gimnazijo, bo najverjetneje na trg dela stopil čez približno 10 let. V teh 10 letih se lahko marsikaj spremeni. Torej, če bi opisovali današnje stanje, kateri poklici so tisti, ki so najbolj iskani, interesantni, cenjeni nenazadnje tudi, bi morda napravili napake. Torej, se mi zdi, da mogoče čez 10 let bodo v vseh poklicih spremembe. Pojavili se bodo poklici, ki jih danes morda še ne poznamo. Lep primer je obdobje covida. Torej, v tem obdobju covida je nekako to delo od doma na domu dobilo neko posebno veljavo, in marsikje je potem ta navada, torej delati od doma in ne iti ravno v neko pisarno, dobila en novi pomen. Delodajalci so spoznali, da delo na domu v bistvu niti ni toliko slabše kot neka
prisotnost na določenem delovnem mestu. In na marsikakšnem področju, naprimer, se danes dogaja, da ravno po tej epidemiji je to delo dobilo takšno veljavo, da je enakovredno nekemu delu v določeni delovni organizaciji. Torej, vašo šolo bi lahko tudi razumeli kot pripravo dijakov na bodoči študij. Pa morda je tu zelo pomembno tudi gledalkam in gledalcem povedati, da je pri vas, da je tu zelo pomembna tudi splošna matura, ki jo dejansko tudi na koncu ponujate v sklopu teh vaših programov. Ja, seveda, ne. Torej, gimnazijsko izobraževanje se zaključuje z splošno maturo, tako v splošni gimnaziji kot v športni gimnaziji, ne. Torej, matura je enaka, ni nobene razlike. Ta splošna matura pa omogoča vpis na vse fakultete univerze, tako pri nas doma, kot večino tudi v tujini. Naprimer, tu bi rad opozoril, da je v zadnjem času prišlo do spoštovanja zakonodaje, ki je že dalj časa sprejeta. In sicer na univerzitetni študij se zahteva splošna matura. Torej, za poklicno maturo so vrata v študijska središča zožena. Torej, ta poklicna matura omogoča zgolj nadaljevanje v smeri, v katero so dijaki bili vpisani. Dočim pri splošni maturi teh omejitev ni. Torej, z splošno maturo so vsi programi odprti in je možno potem izbrati ravno tisto, čemu je namenjen gimnazijski program, interesno področje, ki nekoga zanima. Torej, če se zdaj narobe odloči, gre na primer v določeno poklicno smer, ki se izkaže, da ni ravno njegova najbolj smiselna izbira, potem bo imel določene težave in se je težko preusmeriti v neko drugo zgodbo, torej iti na področje, ki ga zanima. Splošna matura poleg vsega daje tudi določeno težo, torej določena znanja, ni primerljiva s poklicno, to so druge vsebine, tu ne moremo enačiti uspeha na splošni maturi z uspehom na poklicni maturi, kljub temu, da se dostikrat zgodi, da se reklamirajo zlati maturanti, pa se pozabi povedati poklicne mature, in na drugi strani zlate maturante splošne mature. Pri vpisu je zelo pomembno, naprimer, da se na splošni maturi doseže že tam nekje 22-23 točk in se s tem nekdo že izenači z vpisnimi pogoji s tistim, ki je naredil poklicno maturo. S tem, da zlatih maturantov, naprimer, je na splošni maturi bistveno manj, ravno iz razloga, da je ta meja tu bistveno više postavljena. Če pa, naprimer, vprašamo univerzitetne profesorje, torej, kaj si želijo, kakšnega dijaka, potem sigurno povejo, da nekdo, ki je končal gimnazijo, ima določena splošna znanja, opravil poklicno maturo, ima določene prednosti v znanju, ker je to le vrh nekega izobraževalnega programa v naši izobraževalni shemi v Sloveniji. Kakšni so kaj trendi, koliko osnovnošolcev se nekako vpiše v gimnazijske programe, koliko pa potem v neke te poklicne srednješolske programe? Ja, to je odvisno od države. Torej, država je pred leti začela nekako ravno prek te poklicne mature reklamirati bolj to tehniško poklicno izobraževanje z namenom, ker je mogoče res vpisa v gimnazijske programe bilo malo preveč. Zdaj se ta trend obrača ravno z tistim, kar sem prej omenil. Torej, da se za nek univerzitetni vpis upošteva splošna matura in s tem se na prvo mesto spet postavlja gimnazija. Gimnazijskega vpisa je med populacijo nekje okrog 30%. S tem, da moram tu povedati, da je to naše pomursko področje, torej vse gimnazije, ki smo v Pomurju, bistveno v zaostanku, glede na slovensko povprečje. Se mi zdi, da torej ta ambicioznost iti v nek splošni program, potem v študijska središča in tam nadaljevati svoje poklicne oziroma izobraževalne poti, premajhna glede na Slovenijo. Torej, v velikih mestih, drugod po Sloveniji, se ta vpis v gimnazije glede na populacijo približuje mogoče celo 35-40%. Tako da tu bi res spodbudil tiste, ki imajo željo študirati, ki imajo interes, da po tej izobraževalni poti torej pridejo čim dlje do takšnih in drugačnih, morda celo doktorskih nazivov, da tu je sigurno pravilno izbira gimnazija. V naši regiji ste nekako posebni, malo drugačni, zanimivi tudi po tem vašem športnem oddelku. Kakšni so recimo kaj trendi pri tem vašem športnem oddelku? Vemo, imamo polno športnikov, to kaj vpliva na vpis v te oddelke? Torej, športni oddelek je stalno maksimalno zaseden na naše šole. Že smo enkrat uspeli dobiti celo 2 športna oddelka. Zdaj je že sicer potekel rok za vlaganje dokazil
o statusu športnika, ne, tako da če je nekdo na primer vložil dokazila morda nekje na neko drugo šolo, ne rečeno, da ravno na Gimnaziji Murska Sobota, ima še vedno možnost, ne, da je svojo prijavo potem prijavljen v športni oddelek Gimnazije Murska Sobota. Ne. Tako da letos smo spet nekje tu blizu 2 teh športnih oddelkov, ne, bomo se maksimalno potrudili glede na oddane prijave, ne, da eventualno, ne, če bo ta številka 36, zaprosimo ministrstvo za 2 športna oddelka, kar nam je pred 2 letoma uspelo. In seveda, če pa nam to ne uspe, ne, torej, da se ministrstvo ne bo strinjalo z 2 športnima oddelkoma, potem pa oblikujemo neko skupino v splošnih oddelkih, s katerimi potem te športne aktivnosti prilagoditve ravno tako izvajamo kot z splošnimi oddelki. No, tu bi želel povedati, da to mešanje ali pa prehajanje med dijaki splošnega in športnega oddelka je že zasnovano v samem predmetniku, ne. Torej, glede izbirnih vsebin, glede določenih potem teh izbirnih predmetov drugega tujega jezika se že oblikujejo skupine, kjer so mešani med sabo dijaki splošnih in športnih oddelkov, ne. Ravno tako pri izbirnih predmetih v 4. letniku, ne. Torej, tu ni neke ostre ločnice, ti si v splošnem, ti si v športnem oddelku, ne. To je pač gimnazija, ki izvaja ta 2 programa, dočim v športnem oddelku je poudarek naprimer na športni vzgoji, ne. Torej, te športne vzgoje je nekaj več, ne. Potem imamo določene bi rekel, tabore, ne, torej šolo v naravi, vsaj 2 v trajanju 7 dni na leto, ne, in seveda, če je nekdo v splošnem oddelku in se želi priključiti, ne, temu, kar izvajamo v športnem oddelku, mu te stvari ravno tako omogočimo. Torej, poleg nekega, bi rekel, prilagajanja športnim obveznostim, ne, ker določeni športniki imajo priprave tekmovanja, se potem določene šolske obveznosti morda prestavijo, ne. Ampak to prilagajanje potem tudi v splošnih oddelkih prakticiramo, ne, če so neke nujne zadeve, eventualno na nekem glasbenem, umetniškem področju ali kakšnih drugih področjih, potem smo se kot šola sposobni prilagajati in podobno kot športnikom nudimo potem tudi v splošnih oddelkih te prilagoditve, ne. Kakšna so recimo vaša pa pričakovanja potem po 2. aprilu, ko poteče ta rok za vpis, koliko novih dijakov pričakujete in koliko bo oddelkov? Ja, torej, ministrstvo je že dovolilo 3 splošne in 1 športni oddelek Gimnazije Murska Sobota, ampak ta stvar ni zacementirana. Torej, če bo eventualno prijav več, potem obstaja možnost, da zaprosimo za povečanje vpisa, ne. Ampak seveda, ne, zdaj to ni odvisno od nas, ne, torej razporeditev po Sloveniji določa pač ministrstvo. Mi se trudimo, da pokažemo, dokažemo, da je smiselno torej dovoliti še eventualno povečanje. Če nam uspe, potem bomo zadovoljni, ne, če nam ne uspe, potem pride pač omejitev vpisa. Je pa tako, da se mi zdi, da je prvenstvena naloga v šolstvu to, ne, da se dijakom omogoči šolanje na izbranem programu, v izbranem kraju. Če je to celo domači kraj dijakov, ne, potem še toliko bolj so neki tehni argumenti za to, da do tega res pride. Ja, smiselna številka, torej normativ je sicer 28, ne, oddelke v splošnem gimnazijskem programu lahko polnimo do 32, ne, torej 3 potem pomenijo 96 vpisanih dijakov. V športnem je sicer zapisano 18, ne, vendar potem je maksimum, ki ga lahko z določenimi vlogami v enem oddelku dosežemo 24, ne, doslej. Pa še celo se lahko preseže, ne, če je eventualno res neka posebna situacija, ne, potem v tem dogovoru z ministrstvom mi pač predstavimo, kakšni so argumenti, ne, in mnogokrat stvari uspejo, ne, torej redko se zgodi, da ne odobravajo takih zadev, ne. Torej, gospod Šinč, ravnatelj Gimnazije Murska Sobota, hvala lepa za zanimive informacije in seveda želimo vam čim več nadobudnih novih dijakov, da bodo obiskali vašo šolo in pridobili čim več znanja. Hvala vam za povabilo, smo na razpolago za določena pojasnila in informacije.